Jaz sem dolgo časa bil velik nasprotnik novoletnim zaobljubam. Ravno zaradi tega, ker imajo nek sloves, ne. Dostikrat bi jaz rekla, da se ljudje odločajo za preintenzivne vadbe, pretežke vadbe, od katerih imajo v resnici slabši izkoristek. Da en del ljudi prehrano planira, drug del ljudi na prehrano reagira. Prva stvar je, da nehamo se prehranjevati na avtopilotu. To pa lahko naredimo samo takrat, ko si odgovorimo, zakaj nam je ta sprememba zares pomembna. Ne? Mene je torej doletela čast, odgovornost in prošnja, da napovem našo prvo gostjo. To je Nive Sorečnik. Hvala za povabilo. Mi imamo kar eno zgodovino, ne? Poznava se tako, lahko rečem zdaj že kar večji del Po moje celo mojo fitness kariero, ker se te spomnim še iz predavanj, iz raznih tečajev in licenci in tega. Ja. Tako da ja. Okay. Res je, ja. Jaz to tebe poznam že od samih začetkov in tisto, kar mi je bilo vedno zanimivo, je, da imela sva dosti interakcije preko dopisovanj in to mi je bilo vedno ful zanimivo, kako za razliko od tega, kar bi nekdo pričakoval, si bila vedno v odgovorih premišljena, vedno si bila tako odkrita, vedno sem užival v najnih dopisovanjih, ampak v živo, do danes, v bistvu pa nisem imela neke prav poglobljene interakcije, ne? Ja, to je res. Se mi zdi, da danes smo toliko bolj povezani preko spleta, da že to kar malo nadomesti nek osebni stik, no. Ja, ja. Tudi oba druga dva, tvoja sodelavca, rečemo kolega, no, poznam večinoma preko spleta. Je pa zelo malo prilik, no, včasih se mi zdi, da smo se mogoče dosti več srečevali na teh raznih seminarjih, ki so bolj potekali v živo, danes je spet vse bolj online. Tudi se mi zdi, da malo ta trend pri rečemo, modernejših strokovnjakih upada, no, da bi se tako množično udeleževali nekih licenc in predavanj in mogoče tudi malo manj priložnosti za neka taka srečanja, no. Ne vem, kakvi so vaši vtisi. Jaz sem najmlajša tukaj, tako da nimam še prav veliko delovne dobe za sabo in v bistvu sem vas poznala najprej preko spleta, šele pol v živo. Ni pa to nobena ovira, da imamo eno super debato, tudi če se prvič vidimo. To je res. Jaz sem zelo hvaležen, da si se odzvala, da v bistvu si podprla s tem ne toliko nas, kakor pa to našo idejo, da se poskušamo, kako ne rečem, prijazno ne strinjati o kakšnih stvareh, ali pa vsaj prijazno raziskovati kakšne stvari, ki so mogoče malo težke za diskutirati o njih. In ko smo se pogovarjali o tem z Jernejem, z Lano, o tem, s čim bi sploh odprli novo leto, ne? Ker to je prva epizoda v novem letu. In seveda, veš, novoletne zaobljube, vsi bomo postali drugi ljudje in prehrano bomo spremenili, lifestyle bomo spremenili, trenirati bomo začeli in ti si pač prišla v ta ožji zbor glih zato, ker imaš zgodovino sodelovanja tudi v oddajah, ki prenavljajo ljudi, tako ali drugače. Ja, in je tudi to nekako se upadalo s tem. Ja. In potem smo rekli, kaj pa če naredimo neko foro, pa nek wordplay, neko igro besed in rečemo, ok, kaj pa če se pogovarjamo o tem, kaj mi mislimo, da bi, ker ne vemo v bistvu, ampak dajmo raziskati, kaj mi mislimo, da bi pomenilo biti biggest winnerji. Ne, se pravi, če bi rekli, ok, biggest winner je nekdo, ki pa naredimo neko checklisto, pa rečemo, da mu na področju njegovega življenja, na področju njegovega zdravja, mindseta, kar misliš, mu uspe odkljukati teh par stvari, da je že na pravi poti, da lahko rečemo, da je to neka pozitivna konotacija, kateri lahko nekdo stremi. Potem se lahko pogovorimo bolj pragmatično, ok, kaj pa lahko rečemo, da pomagamo tej osebi, da doseže to točko ali pa 2 ali pa 3. Ok, jaz ne vem, če sem čisto razumela, to je čisto tako. Če bi mogoče še malo konteksta, zakaj biggest winnerji, ne? Poslušalci verjetno vsi ne vejo, da je Nive sodelovala oziroma še sodeluje, nisem prepričan, v oddaji Biggest Loser oziroma življenje na tehnici. Ja, jaz sem v bistvu delala kot trenerka mislim, da je bila to 4. sezona oddaje Življenje na tehnici, oziroma to je resničnostni šov, no, ni ravno oddaja. In je bila v bistvu neka prenovljena različica licenčne oddaje The Biggest Loser,
ki ima sicer še vedno pač neke licenčne pogoje, ampak je bila recimo, rečemo zdaj predlani, ne lani, na nek način prenovljena v neko malo bolj aktualizirano oziroma malo spremenjeno verzijo oddaje The Biggest Loser. Spremenil se je naslov, ne vem, kako so se pač spremenili neki ti osnovni sestavni deli samega tekmovanja oziroma resničnostnega šova, ker pač nisem imela vpogleda, kako je bilo prej. Je bila pa pač ta prenova v bistvu spremljena tudi z neko idejo, mogoče nekega bolj izobraževalnega šova, bolj nekega šova, ki bi šel malo iz tistega res ekstremnega, krutega sistema v nek malo bolj izobraževalno smerno. Zato sem jaz tudi takrat sprejela sodelovanje. Koliko je bilo to uspešno, ni bilo uspešno, jaz imam pač svoj pogled, kako se je videlo, pač je mogoče nek drug pogled. Je pa mogoče res ta oddaja za podobno, kot se lotevamo recimo nekih novoletnih zaobljub, odskočna deska za same tekmovalce, da si rečemo res temu spremenijo življenje oziroma spremenijo navade, da ima mogoče neko izobraževalno pa hkrati motivacijski namen, da se pač ljudem pokaže, kar se da narediti, kar se zmore. Kar je meni osebno recimo pri tej oddaji všeč, je, ker še vedno prikazuje rečemo temu, ne klasičen način izgube teže, ker danes vemo, da imamo načine spreminjanja življenjskega sloga z vsemi mogočimi bližnjicami in izgube telesne teže z vsemi mogočimi pomagali, od nekih zdravil, ki se promovirajo, do ekstremnih pristopov in detoksov, tako naprej. Tam se pa držimo nekega v bistvu treninga, izobraževanja o prehrani, pisanja jedilnikov, in postopnega spreminjanja prehrane, kolikor pač to v nekem tekmovalnem duhu gre. Edini problematični del tam je, da je res pač tekma in da pridemo pol kar naenkrat v tisti do ekstremnega doseganja rezultatov, no, kar je težko primerjati v bistvu z nekim realnim življenjem. Je pa v bistvu ravno tisti mogoče tekmovalni del, ki tekmovalce kot take recimo potisne še v bistvu v večji ekstrem in tudi nas trenerje in strokovnjake. So meni mogoče pri temu novoletne zaobljube malo bolj blizu, ne gledam na njih mislim, da bi gledala na njih negativno, pa tudi ne rada jih takoj obsodim za neuspešne, ker se mi zdi, da se jih drži nek renome, da itak konec januarja, pa vsega že konec. Konec januarja je kar optimistično, ne? Drugi teden januarja. Čeprav mi se zdaj zdi v zadnjih letih, da se tam sredini januarja začejo zbujati za obljube, pa ideje. Da takoj po prazniki so še vsi malo utrujeni. Pa šele gre, no. Jaz jih v bistvu vedno, mislim, ideje, želje, ljudje, ki pridejo s temi željami, jih sprejmem v bistvu zelo pozitivno, ne obsodim jih na neuspeh, vsaj želim si, da ne. Čeprav po drugi strani jaz sama ciljev, pa tudi ne bi si želela, da bi ljudje na cilje ali pa razvoj ali spremembe gledali vezano na neke prelomnice ali pa datume, ampak bi se začeli zavedati, da je boljše začeti takrat, ko si pripravljen, da lahko začneš kadarkoli in da je v bistvu to nek proces, ki se nadaljuje in razvija in nima začetka in nima konca, no. In da nas spremlja pač v bistvu celo življenje skozi neke valobe uspehov, neuspehov in nove začetke in spet nove začetke. In se mogoče ne toliko fokusirati na res ta novoletni hype, ampak pogledati malo v sebe pa videti, ali ti to ustreza ali ti ne ustreza in kdaj je za tebe mogoče nek najboljši trenutek ali čas delati tiste velike spremembe pa velike korake, no. Ja, ker včasih je lahko 1. januar ali pa 7. ali pa novo leto v glavnem dejansko najboljši čas, ne. Jaz sem dolgo časa bil velik nasprotnik novoletnim zaobljubam, ravno zaradi tega, ker imajo nek sloves, ne. Torej vsak, ki se jih loti fejla, to je neuspešno, a res rabiš datum, oziroma koledar, da ti pove, kdaj zdaj zate pravi čas, a ne. Ampak pa sem pa razmišljal v pismu, ljudje smo si pač različni,
eni rabimo ene stvari za motivacijo, eni rabijo druge stvari in če je nekomu motivacija koledar in čas ali pa letni čas ali pa karkoli, zakaj pa ne? Ja. Je po moje bolj odvisno od tega, v kakšnem mindsetu si ti takrat in na kakšen način se tega lotiš. Je bolj odvisno od tvojega uspeha ali pa neuspeha, kot pa si se lotil 1. januarja ali pa 7. avgusta. Kaj na koncu čisto vseeno. Če mene vprašaš. Dober point. Alana? Ja, pri novoletnih zaobljubah, predvsem tistih, ki jih gledamo malo po strani, ponavadi so to zaobljube, ki so zelo ekstremne. Ne? Za nekoga, recimo, če ga, mogoče je to naš družinski član ali pa tudi kakšna stranka, s katero delamo, pa veš, da je to oseba, ki do zdaj je imela absolutno nasprotje uravnotežene prehrane, nobenega rednega gibanja v življenju in potem je to oseba, ki izjavi od 1. januarja dalje, pa nobenega sladkorja, nobene bele moke, vsak dan gremo v fitness. In takrat se mi zdi, da z nekim zelo dobrim razlogom, oziroma vemo, da bo to obsojeno slej ko prej na nek propad, ker je sprememba preveč ekstremna. Tako da jaz ne vidim problema in najverjetneje noben od nas ne vidi problema v samih zaobljubah, zares jih zelo pozdravljam. Kolektivno nekako je zavest januarja zelo taka naklonjena sprememba, medtem ko težje te tvoji bližnji podprejo decembra, da delaš spremembe na zdravem življenjskem slogu. Tako da januar je super za spremembe, sam če se jih lotimo z nekim razumevanjem, nasploh osnov prehrane, kako začeti z več gibanja, torej da ne gremo v neke ekstreme, ki nas skurijo v prvem tednu in zaradi katerih se zares slabše počutimo, kakor preden smo začeli. Ker tudi te neke zelo ekstremne zaobljube, slej ko prej se vrnemo na stare navade oziroma se vrnemo še na slabše, ne? Iz neke ekstremne diete v prenajedanje, športanja vsak dan, ga imamo zelo kmalu, če prej to ni bil del našega življenjskega stila, imamo tega dovolj, se prekurimo in gremo nazaj na kavč. Vsak dan po službi, nobenega več aktivnega udejstvovanja, ne? Tako da se mi zdi, da namen, zakaj smo se zbrali danes v tej kombinaciji, je zares, da zdaj ljudje od epizode dobijo dobesedno nek listek s kljukcami, kaj je treba narediti na področju prehrane, da lahko rečemo, da so to res neke dobre spremembe, neki začetki za bolj uravnoteženo prehranjevanje, kako se lotiti nekega bolj aktivnega življenjskega sloga, pa na kaj seveda vse ne smemo pozabiti, ko se lotevamo sprememb. Pa da bo tole bolj organiziran pogovor, mogoče bi kar začeli na začetku samo prehrano. Še vedno je to naš večinski strokovni del, ampak seveda imamo potem pa tudi tukaj, dva trenerja in se bomo tudi tega lotili zelo strukturirano. Mario, pa bi ti začel, glede na to, da je bila to dejansko tvoja ideja, ta naš biggest winner epizoda, s čem bi začel človek, ki zares si želi neke bolj uravnotežene prehrane, želi si podpreti svoje zdravje s prehrano, mogoče spotoma izgubiti tudi kakšen kilogram odvečne telesne maščobe, vemo, da takih ljudi je ogromno. Kje bi začeli v prehrani? Ful lepo, da ste šli cel krog naokoli, ker zdaj je ta cela moja biggest winner zgodba bolj jasna. Da ful mi je bilo fajn. Ja, vse v redu. Smo rabili 10 minut, ni panike. Ljudje imajo ful pozornosti v 2026. Tako da. To je bila ena izmed najpogostejših novoletnih zaobljub ljudi, da imajo več pozornosti. Ja, malo je bolj postalo jasno, da ne si sodelovala kot trenerka v tem šovu, ki ga generalno ljudi poznajo kot Biggest Loser. Malo je negativna konotacija, pa smo se hoteli malo pohecati, kaj so stvari, ki bi jih ljudje lahko naredili v času novoletnih zaobljub, da bi dejansko postali, da bi prišli ven iz tega kot winnerji, kar zelo pogosto niso, ker večina novoletnih zaobljub je, kot si omenila Lana, pretirano ambicioznih, nerealističnih in dostikrat samo dodajo k slabi vesti, da pač, to je še ena stvar, ki mi ne gre. In Jernej Fus je lepo povedal, da zares v bistvu ni stvar datuma časa, mogoče ni glih čas poletnega dopusta, tisti, ki bo začel z nekimi spremembami ali pa zadnji teden leta, ampak generalno, če te nekaj motivira, je pravzaprav manj važno, kdaj se to zgodi, kot pa da te motivira v pravi smeri. Ko se pogovarjamo o prehrani,
ne bom začel z beljakovinami, ne bom začel z zelenjavo, ne bom začel s temi najbolj dolgočasnimi stvarmi, o katerih veliko ljudi misli, da že tako vse ve. Začel bi z enim opažanjem, po katerem mislim, da se ljudje, ko razmišljamo o prehrani, po razmišljanju namreč, ločimo v dve skupini oziroma na dva pola. Omenil sem razmišljanje z razlogom, ker to je tisto, na kar bi apeliral najprej. Razmišljanje o prehrani je problem, tako da če bi na področju prehrane svetoval ljudem, da grejo spreminjati nekaj ali pa si postavljajo neko novoletno zaobljubo, bi jih izval v smeri, da ponastavi način, kako o prehrani razmišljajo. Dve skupini, ki sem jih omenil, se mi zdi, da en del ljudi prehrano planira, drug del ljudi na prehrano reagira. Bom dal sekundo. Se točno veste, na kaj mislim. Tisti ljudje, ki praviloma imajo rezultat, ne samo na področju prehrane, ampak tudi na nekem drugem področju, ponavadi planirajo stvari malenkost naprej, ker vejo, katere cilje zasledujejo. Vejo, kaj želijo, vejo, kaj jim je pomembno in se na to ne radi stvari, ki so nam pomembne, prepuščamo na ključju. A je to res? Razumete moj point? Ja. Se pravi, če želimo recimo na področju prehrane narediti nek premik kot del neke strategije, da bi si pomagali, potem se moramo odločiti, da je to nekaj, kar nam je očitno dovolj pomembno, da tega ne bomo prepuščali na ključju. Torej bomo se predstavili v skupino nekoga, ki razmišlja o prehrani plansko. V nasprotju so ljudje, ki bi ful radi rezultat, ful bi radi to, kar ima Nives, ful bi radi to, kar ima Jernej na socialu, ki daje gor spet eno obroke, to je ni moje, jaz bi tudi tako. Ampak težko do tega prideš, če se postavljaš vsak dan znova v situacijo, kjer reagiraš, kjer se zbudiš zjutraj, greš v dan in potem se znajdeš. Znajdeš se v situaciji, ki je lahko kakšen dan bolj, ampak večino dni na žalost ni najbolj sodelovalna s tvojimi prizadevanji. In potem se znajdeš, lačen v okolju, kjer pač ni najbolj primerne izbire, ali pa se znajdeš doma spet v situaciji, ko si utrujen in nimaš nič pripravljen, ti bi zdaj jedel stvari, jedel bi uravnotežen obrok, nisi si dal odmrzniti, nisi poskrbel, da imaš zalogo in potem se znajdeš spet v tistem predalu in potem se ciklaš v spet nekih, se pravi, gre za to, da tvoje misli, če niso, kot rečeno, planske, če nisi premislil, se bo znašel v situaciji, kjer boš odreagiral manj idealno, kot bi si želel. In to te bo pahnilo v čustvena stanja, ki so ponavadi negativne. In iz teh negativnih čustvenih stanj bojo sledile še manj primerne reakcije. In poznamo ta tokokrog. In da zaključam to misel, svetoval bi ljudem, da razmišljajo o tem, kaj jim je zares pomembno. Če jim je prehrana pomembna, potem bojo mogli dvigniti malo više gor na prioritetni lestvici. Ja, odraslo je, da če nekaj dvigneš gor, pač boš mogoče mogel nekaj drugega dati dol ali pa stran, ampak dajmo o prehrani poskušati razmišljati plansko, najprej. In že veliko stvari se mi zdi potem spravi na pravo mesto, ker če razmišljamo o prehrani plansko, redko kdo si splanira, da bo za kosilo jedel pica burek ali pa krof. Ali pa si redko kdo splanira, da bo zvečer, danes je kaj danes? Danes bomo odlomil domačico zvečera. Cel. Ne? Ja. Čeprav jaz recimo pa poznam ljudi, ali pa gledam pri svojih strankah, koliko se je to znormaliziralo. Da je ta neplaniran. Ja, da se je znormaliziralo, zvečer se vse pojeci, v hladilnik se sprazni. Na to sploh ne gledamo več, mislim, mi mogoče gledamo kot problem, ampak jaz gledam, ljudje ne gledajo, kot da je to normalno, kot da to vsi delajo. In naš pač svet je tak, mi smo vsi preobremenjeni, in pač vsi to delamo. To se mi zdi pač en izmed problemov, potem, ko si rekel, to organizacija. Jaz vidim pri sebi ali pa kjerkoli, če želiš začeti planirati prehrano,
ali pa če do zdaj nisi imel časa za njo, pač ugotavljaš, da ješ nezdravo, neorganizirano, pomeni, da boš mogel investirati nek čas v to, da boš ti obroke pripravil, tega časa prej nisi imel in dejansko boš mogel ti ta čas od nekje vzeti, da lahko pač nekje nastane. Ker dan ne bo postal daljši tvoj. Pomeni, ena stvar bo mogla se zmanjšati, da boš se lahko pač odprl prostor za, ne vem, pol ure kuhanja recimo, ali pa za 2-3 na dan po 15 minut, da si boš pripravil obrok. Kaj boš žrtvoval, oziroma kje lahko ta čas vzameš, kako si lahko v bistvu praktično življenje spremeniš, da bo pač ta čas nastal. Zdaj, če se da to družinsko organizirati, ne vem, službeno organizirati, če imamo vsi, ne vem, neke iste želje, motivacije, je večinoma možno. Jaz pri ljudeh ne morem čisto razbrati, ali ni dovolj velike želje, ali so res toliko izgubljeni, ali ne slišijo idej, ker ideje res malo morje, ali niso čisto zares odločeni, ali pa tavajo in ne vejo čisto, kje bi začeli. In jaz pogrešam pri ljudeh, da bi imeli pač nek bolj jasen cilj. Ne vem, novoletne zaobljube, jaz od stranke recimo dostikrat sprašujem, pač zdaj bi vsi začeli trenirati, zdravo jesti, kaj to pomeni? In ne vejo čisto, kaj to pomeni. A bi vi radi izgubili, ne vem, 3 kilograme, 4 kilograme, pa dokdaj? A bi radi pač sam zdravo začeli živeti in vsi rečejo, jo, pač jaz bi zdaj rad nekaj. Do zdaj pač sem, ne vem, imam slabe navade, ženske ponavadi se od porodov preobremenitev in pač vsega tega zapustijo, nimajo časa za sebe, pol so še pač neki dodatni faktori, neke slabe vesti, družbenih pričakovanj, pač neštetih vlog, ki jih igramo. In se mi zdi, da si ne znamo, ali pa ljudje ne znajo zastaviti nekih dovolj določenih ciljev ali pa mejnikov, ker bi, če bi jih imel toliko lažje, pač lahko planiral pač nek proces in neke učinkovite korake, da boš pač nek ta cilj dosegel. Dokler je vse zelo tak, nekaj bi, ali pa kar naenkrat bi vsi hkrati radi shujšali, hkrati bi mišično maso pridobili, hkrati bi prehrano, hkrati bi jedli manj, hkrati bi radi jedli več beljakovin in pol je to pač cel šmorn in kaos pač nekih preveč nalog, ki jih pač ne zmorejo v resnici, a ne. Ja, v bistvu to se sliši, kakor da bi vse, ampak ne vejo točno kaj. Ja. In ni tako je pol težko vedeti, kje začeti, do kam iti, s kakšnim tempom, vse je težko, ne. Ja. Če se navežem malenkost na tole, kar si ful dobro začela, da bojo ljudje nekje mogli vzeti nekaj časa, če ga želijo povečati, koga bojo namenili prehrani. In ne vejo, kje to narediti. Odgovor v 95% primerih je screen time. Ja, to recimo. Gremo vsi pogledati svoj screen time, jaz ga ne bom delil, ker je preveč screen timea. In imamo vsi 10, 15, 20 minut na dan, ki ga komod damo stran. In to je lahko ena taka mini stvar, ki jo naredimo dokaj enostavno, ne. A bi rekla, Nives, če se lahko malo navežem, a je znotraj šova Biggest Loser življenje na tehtnici, kakorkoli, to ena ful velika olajševalna okoliščina za ljudi, ker so v bistvu, bom rekel, skoraj izolirani od vsakdanjega življenja in imajo dejansko več časa in fokusa, ki ga lahko prehrani namenijo, in da tudi zato dosežejo vsaj na tehtnici take številke, kakor jih dosežejo. Ja, tam rečemo, da je življenje na tehtnici pač, da ima idealne pogoje, da daš pač ves fokus na pač samo na ta cilj. Izvzeti si službe, izvzeti si iz družine, vseh obveznosti si v bistvu izvzeti, razen tega, da se pač fokusiraš na prehrano. Nimaš motilcev, ne moreš ven iti kupiti karkoli. Dejansko ti dobiš hrano in samo za tisto lahko uporabljaš. In so res idealni pogoji in posledično tudi neki, rečemo temu, nerealni rezultati, ki bi jih lahko v bistvu sploh spostavil v neko realno življenje, ali da bi pač z njimi lahko primerjal neko realno življenje. Meni je bilo to mogoče malo bolj podobno pač nekemu, ne bom rekla vrhunskemu športu, ker ni vrhunski šport, ampak pač imaš res vse ti je na voljo, da pač narediš največ za pač en ta določen cilj, ki ga imaš in imaš samo en fokus, nimaš telefona, nimaš televizije, dobro, imaš snemalne obveznosti, imaš pač ta določen urnik, strukturo ti naredijo drugi, treniraš večkrat na dan, nisi preutrujen,
ker pač dejansko delaš samo to. Lahko se kvalitetno naspiš, zdaj bolj ali ne. Jaz bom rekla, da niso vsi pridno spali po noč, ne. Pa kar je mene čudilo, glede na to, da sem pričakovala, da bojo pač čisti z mozgom in utrujeni, a ne. In če bi vsak imel pač res te idealne pogoje, verjamem, da bi vsak pač dosti več lahko naredil in dosegel tudi neke številke, ki se nam mogoče zdijo, ne vem, nemogoče, da bi jih mi lahko dosegli, no. Tole mi je zdajle odlično, da sam zaključim, zakaj sem to vprašanje sploh postavil, ne. To so laboratorijski pogoji, tega si skoraj noben v real lifeu ne more privoščiti. Ampak ljudje pa hkrati pričakujejo in se primerjajo, jaz bi pa tudi lahko dosegel to, kar je dosegel Luka ali pa Andrej ali pa Vesna na temu pa temu šovu. Ne moreš. Oziroma zelo težko, ker imaš ogromno stvari v službi, v svojem življenju, v kjerkoli, ne. In enostavno ne moreš takega fokusa prehrani in telovadbi in spanju in vsemu nameniti. Torej, neke bolj realne okoliščine je treba se jih zavedati, ne, pa narediti s tistim tisto, kar lahko, oziroma se vprašati, kako pa lahko jaz moje okoliščine do neke mere probam približati tistim. Kaj lahko dam na stran, da bom imel bolj tak lifestyle, kakor ga imajo te modeli na šovu, a ne. Do neke mere je to realno, do neke pa seveda mogoče, če tu omenim tudi recimo razne druge primere, po katerih se zgledujemo, ali so to ti šovi, ali so to zvezdniki in tako naprej. Jaz dostikrat stranke sprašujem, pazi, ti želiš sploh to? Mislim, a je to tvoja želja, je to vsiljena želja, ali je to neka predstava? In jaz recimo lažje živim ta svoj aktiven življenjski slog, zdravo prehrano, ker imam prilagojen delovni čas, ker je pač šport del mojega življenja, ker me veseli, ker nimam otrok in tako naprej. Pač jaz res si lahko najdem dosti več časa za to, treniram lahko dosti več in tako naprej. Ampak po drugi strani pa pač, nimam v življenju pa nekih stvari, ki so pa mogoče za nekoga neke glavne točke sreče in zadovoljstva in pač nekega življenjskega smisla, a ne. In a si sploh želiš to, a boš srečnejši ali ne boš srečnejši? A je to sploh pač tvoj point in tvoj cilj in pač neka tvoja zgodba, a ne? A boš res s temi minus ne vem koliko pa six-packi pa ne vem vsemu temu, kar vidiš recimo na nekomu drugemu, a si to sploh ti, a si predstavljaš sebe takega in prvič, a je to sploh v tvojem življenjskem slogu mogoče in kaj vse boš recimo zgubil, da boš pač to pridobil in koliko ti je dejansko to pomembno, a ne. Se mi zdi, da včasih poleg nekih teh samo tega, da razmišljamo, kako zdaj na hitro zgubiti 3-4 kilograme, nekaj mogoče si zastaviti malo globja vprašanja in recimo tudi v sami oddaji smo se mi ukvarjali s tem, kaj bomo delali pač, ne vem, tiste 2-3 mesece. Zelo jasno je bilo povedano, da to je pač tekmovalni del življenja, pač to je samo tu. In kaj so pač dejansko pa problemi, ki so pa v bistvu vsakdanjih življenjih, a ne. In z marsikomu, ko sem jaz govorila, je bil pač prej moj predlog, kot sem, pač računaj si naprej, ne vem, računaj si naprej hrano, treniraj naprej, pa to vse super, ampak razmisli pač tudi o nekih drugih spremembah v življenju, a ne, mogoče zamenjaj službo. Vem, da so to težke odločitve, ne, ampak ali pa, ne vem, zamenjaj krog prijateljev. A ne? So bili recimo taki čisto banalni primeri, ne vem, mlad fant, prijatelji, alkohol, nespanje in tako naprej. In če zdaj ne boš nekih večjih sprememb sprejel, boš pač vedno v temu istemu okolju in vedno v temu istemu načinu, ali boš zbildal svoj karakter, pa boš takrat, ko vsi pijejo, rekel, ne, jaz bom limonado, a ne? Ali pa mogoče je čas, da prestopiš pač v neko drugo življenjsko okolje in bo tam vse skupaj lažje in bolj naravno in čeprav bo začetne odločitve bojo so slišati težje, ampak cel potek, meseci, leta življenja naprej bojo pa v resnici lažji. Ne, mogoče neko dosti bolj podporno okolje, če nekdo vidi, da je njegov faktor neuspeha ali pa res za pridobivanje toliko ekstremne telesne teže, mi smo imeli res ekstreme, kje je pač res tisti glavni problem in zakaj smo prišli do tega, ne. Res pa je, da se v tistih 2-3 mesecih ni dal in to se tudi v januarskih pač zaobljubah ne da. Da se pa z nekimi pač malimi
prehranskimi spremembami in navadami, ki pa so vseeno del tega, ne bo nam nič pomagalo delo na sebi, če pa mi ne osvojimo osnov. Tu boš mogoče se ti lahko malo priključila. Meni se ljudje znova in znova izogibajo temu, da bi se izognili tistemu najbolj sitnemu delu učenje, izobraževanje o telesu, o prehrani, vsaj neki minimalni osnovi, razumevanju prehrane, štetju kalorij, tehtanju, pač vse te neke bazične stvari, ki jih vedno in znova se mi zdi tisti pač najbolj neuspešni primeri preskočijo. In vsaj z moje prakse, ne vem, zadnjih 10 let, bi vsakega pač, če bi se dalo to prisilila, no, ali pa pač poskušam skomunicirati, dajmo k temu. Pa so ljudje, pa bo to, pa spet ne. Pa čez 3-4 leta še vedno o tem govorimo. A smo naredili to? Nismo še naredili tega. Kdaj bomo to naredili? In je na nek način to zavedanje in znanje neizogibno, ker z znanjem in poznavanjem osnov boš ločil dezinformacije od dobrih informacij, boš ločil januarske, me se rekla temu natege, ali pa, kako bi temu rekli lepše slovensko? Zablode. Zavajanje. Ja, zavajanje. Super. In zablode nekih hitrih rešitev, na katere ljudje pač toliko naivno padajo, no. In boš znal dosti boljše pač prefiltrirati vse neke vsiljene informacije, zavajajoče informacije. Prihranil boš denar, prihranil boš energijo in še kaj najboljš, prihranil boš konstantna razočaranja in neuspehe, ki te lahko tudi ekstremno demotivirajo, ker na koncu se počutiš, kot da pač ti res nikakor ne uspeva, ne. Jaz bi se tukaj zdaj navezala na to, kar smo rekli, da je laboratorijsko okolje, bilo v temu šovu, zaradi tega, ker tudi po medijih, po socialnih medijih lahko vidimo, da tudi te udeleženci tega šova, nekateri se pač v domačem okolju zredijo nazaj. In dostikrat tudi podelijo, da enostavno ni jim bil cilj, želim si dolgoročno izboljšati svoje zdravje in želim si podpreti, se bolje starati, biti zdrav za svoje otroke, karkoli res oprijemljivega, ampak jim je bil to takrat samo nek kozmetični cilj. In tukaj, preden sploh začnemo kakršnekoli spremembe delati, je zelo smiselno se ravno to vprašati, kar si tudi že ti rekla, ne, kaj je sploh naš cilj. A je to zdaj nek cilj, ki ga ima soseda, pa ga jim še malo shujšati, ali je to cilj, kjer mi dejansko si želimo zase več zdravja, želimo biti dlje časa kakovostno živi, ker vemo, da neuravnotežena prehrana, bodisi ker vodi v debelost ali pa ker vodi v neko slabše delovanje vseh organov, nam krajša kakovostna leta življenja. In dokler je naš edini cilj za spremembe nek vizualni, hočem six-packe, želim 10 kilogramov manj, rabim biti eno številko manjša na poroki in podobno, to niso zares. Lotimo se tega zelo ekstremno, pa tudi potem, ko dosežemo nek cilj, ga ne znamo vzdrževati, ker seveda smo imeli nek ekstremen pristop in ta ni združljiv z resničnim življenjem, kar se pač dostikrat pokaže tudi direktno na teh bivših udeležencih šova. Zdaj jaz pri svojem delu, ne glede na to, kakšen je cilj človeka, ne glede na to, kakšna je zdravstvena diagnoza, seveda pač jo upoštevam, ampak vedno se začne pri osnovah. Kaj sploh so bistva te uravnotežene prehrane? Zdaj najprej smo prišli na to, da moramo sploh razumeti, zakaj se lotevamo spremembe, torej zares buildamo oziroma gradimo neko novo identiteto. To smo mi že večkrat rekli na teh epizodah, torej kdo si ti kot človek? A si nekdo, ki mu je mar za zdravje, ali si nekdo, ki pač naključno vedenje, naključni rezultati. Zdaj pa bo, kar bo, odvisno, kakšno imaš genetiko, pa bomo videli čez par let, ne. Ali želiš biti nek bolj aktiven akter svojega življenja in nekaj narediti zase, ne. In kje se to začne? Začne se pa tako, da je zares uspešno pri majhnih spremembah. Za nekoga, ki trenutno je vsak dan recimo hitro prehrano, kakor je Mario prej super primer res, da ljudje reagirajo na hrano, to jaz videvam pri raznih populacijah ljudi in to dobesedno izgleda tako, da zbudim se, potem grem petrola, zagrabim tisto, ki mi najbolj zgleda, pridem v službo, tam so piškoti pri sodelavcu, pridem domov, in nič nimam v hladilniku, 1 volta
In to je na koncu naključna prehrana, ki da naključen rezultat. Nekatere pač vodi v čezmerno hranjenost, v neko debelost, nekateri zaradi neke svoje genetike, presnove so še vedno primerno hranjeni, ampak zagotovo bi bili pa organi bolj veseli, če bi se ta oseba prehranjevala bolj uravnoteženo. Tako da prva stvar je, da nehamo se prehranjevati na avtopilotu. To pa lahko naredimo samo takrat, ko si odgovorimo, zakaj nam je ta sprememba zares pomembna. Ne? Ker dokler je to vizualen izgled, to ni nekaj, kar nas bo motiviralo, da leta in leta vzdržujemo nek bolj zdrav življenjski slog. In da začnemo na osnovah. Ne? Torej, če imamo trenutno nasprotje uravnotežene prehrane, osnove so ta bedne, ta najbolj dolgočasne, redni obroki, vsak dan sadje, zelenjava, vključujemo v bistvu živila značilna za neko, recimo, mediteransko prehrano. Da ne bomo preveč dolgo vezali, to je nek način prehranjevanja, ki je kar skladen z nekim dolgoročnim zdravjem, tako da je nasploh naša prehrana čim bolj pestra in barvita in tudi, če se ukvarjamo s kalorijami, da ni to vse, kar šteje. Ker če se mi ukvarjamo samo s kalorijami, pozabljamo na tisti zdravstven vidik. Da je pač tudi pomembno, da jemo pestro uravnoteženo, ne pa samo toliko in toliko kalorij na dan in to je vse, kar nas zanima. Tako da začnemo glede na svoje izhodišče. Nekdo, ki ima trenutno prehrano že skoraj, bomo rekli, zelo učbeniško, uravnoteženo, mogoče je to oseba, ki res bi bilo smiselno, da malo bolj skrbi za zadosten dnevni vnos beljakovin, ker se zelo veliko giba in trenutno je to neka šibka točka. Ampak nekdo, ki pa začenja na tem reagiranju na prehrano, ker sploh ne ve, kaj so to hranila, kaj je uravnotežen obrok, je pa zelo smiselno, da se za začetek nekaj naučimo. Ne? In teh brezplačnih gradiv, uradnih, neuradnih na socialnih omrežjih, dobrih, takih verodostojnih je ogromno zares. Že pač, če preletiš naše profile, je ogromno brezplačnega materiala in znanje se da dobiti, je pa res, da ljudje iščejo bližnjice. In dokler iščemo bližnjice, zares sebe sabotiramo. Nekako po bližnjici nikoli ne pridemo do trajnega rezultata. Je pa sprememba prehrane samo en del spremembe življenjskega sloga. Zelo velik del dolgoročnega zdravja, boljšega počutja je tudi to vsakodnevno gibanje. Pa za nekoga, ki se zdaj ni gibal niti enkrat na teden, lahko rečemo, da je probi se gibati 3-krat na teden. Ne? Ampak tisti nek cilj na dolgi rok pa bi bilo to vsakodnevno gibanje, ampak ponavljam to, kar sem že prej povedala za prehrano, gremo en korak naprej od svojega izhodišča. Ne gremo, nič se ne gibam in potem si damo neke nerealne cilje, jih ne moremo doseči, smo razočarani in obupamo. Tako da biggest winnerji zares vejo, kje so trenutno in kaj je njihov naslednji korak do bolj zdravega življenja. Jaz bi tu še nekaj dodala. Najprej mogoče tako ena zanimivost, ki jo dam malo tako iz backstage-a, ko si rekla, kratkoročni cilji, ki je bil na oddaji cilj, sam spremeniti hitro telo in videz in tako naprej. Jaz sem imela čez celotno oddajo občutek, da vsi govorimo, prišli smo življenje spremeniti. Pa sem na koncu videla, koliko ljudi je prišlo zaradi denarja. Jaz sem tako, vi, a ne? Pa si bolj kar tak, okej. In kar sem jaz ugotovila čez leta dela, informacije mali milijon. Brezplačne so vse povsod. Ljudje jih različno razumejo, ljudje jih različno dojemajo, ne znajdejo vse in se posvetiti vsakemu individualno, videti, kaj on razume, a ne razume to, kaj mu govoriš. Jaz sem tudi, rečemo, ali je to šov življenje na tehnici, ali kjerkoli, šla res po korakih, pa pri vsakemu posebej, a on sploh razume, a je na tej točki, mi smo mogli rezultate imeti. Mi smo imeli tam, naučimo jih, probamo jih učiti, probamo razlagati, probamo jih, ne vem, vse, a hkrati moramo vseeno rezultate narediti. In iti po korakih, zdaj razumemo kalorije, zdaj smo razložili to, a smo to usvojili, smo, a smo usvojili, ne vem, to, tretje, in potem so bili še pa tretji motilci, recimo vsaj v življenju na tehnici, ker je ona ekipa začela keto. Kaj pa, zdaj pa mi pa jemo ogljikove hidrate.
mi pa zdaj ne bomo tako shujšali. In znova ponavljati. In jaz imam včasih občutek, pa ne da je zdaj to žaljivo, ampak podobno kot delaš z otroci, pa zato ni lahko biti svetovalec, pa ni lahko delati z ljudmi, ker res nimajo nobenega znanja, ker razlagaš 100-krat eno in isto stvar. In odgovarjaš na podvprašanja. In včasih se ti zdijo bizarna, ampak ljudje imajo res različne izzive in različno razumejo in včasih je treba eno stvar znova in znova ponavljati in pilt, da se pač potem res usede. A ne? In priti mogoče na neko kompleksnejšo razumevanje prehrane ali pa, ne vem, ful težko razložim to, ampak individualno voditi vsakega posameznika in jaz bi si želela, da bi se vsak, ki se loti tega, lotil pač individualno z strokovnjakom in sebi prilagojeno, ne po nekih muštrih, ali ker je oddajo gledal, pa si bo tam zapomnil, oni so to delali, pa bom jaz to delal, ali ker je en spletni program kupil, ki mu je rekel to, pa pač dela to in to. Ker se mi zdi, da vsak lahko drugače prebere, vsak lahko drugače razume, vsak si lahko drugače razlaga. In jaz toliko, kolikor se z ljudmi pogovarjam in poskusim recimo razložiti zmernost, zdravo prehrano, kaj je pomembno, še vedno so tolikokrat podvprašanja in vprašanja, kaj pa to, kaj pa ta dieta, kaj pa, a ni sadje slabo, da pač moraš res piliti in razlagati in se truditi in pač tudi kot svetovalec ogromno energije investirati v vsakega, da pač pride do tega. Ne? Ker za njih je tudi vse preveč vsega, poplava informacij, bomba nekega, ne vem, znanja, ki ga ali niti pač ne razumejo, ljudje so pač tudi z različnih stopenj izobrazbe, a ne, in prišli v oddajo ali pa pač jih srečujemo pač okoli sebe kot stranke, in biti vztrajen in stvari čim bolj individualizirati, da boš pač dobil rezultat, ki se ti bo najbolj usedel in ki bo najbolj pač trajal. Ne vem pa, kako imate vi. Ja, zagotovo je to razlaganje osnov, pa ta podvprašanja so vedno izziv. Sploh, če nekdo nikoli do zdaj se ni formalno usedel in se pozanimal, kaj so osnove prehrane. Se mi pa zdi, da sploh v takem tekmovalnem šovu je najverjetneje so ta podvprašanja in iskanje bližnjic še na neki potenci, ki jo najverjetneje pri delu 1 na 1 niti ne vidiš toliko, zaradi tega, ker ljudje ne živijo s temi ostalimi posamezniki in se ne morejo toliko primerjati. Ne? Tako da podvprašanja zagotovo so ljudje, ki pridejo na več obravnav, posvetov, kakorkoli, pa razlagaš osnove še enkrat, pa še enkrat, ampak to jaz mislim, da je nasploh tudi neka posledica tega, da informacije brezplačne so povsod, 50% jih je verodostojnih, 50% dela govori kontra, nam mogoče je procent še slabši, no, to je bilo kar pozitivno. In ljudje so upravičeno zmedeni. Ja. Tako da zagotovo se strinjam, da to vzame kar nekaj energije. Je pa res, da najverjetneje ste vi to v oddaji še toliko bolj opazili, ker so pač to je okolje, kjer se tekmuje, kjer te primerjava zares žene naprej, da greš ti še v večji ekstrem, kar pa tudi vemo, da zares povečuje gledanost. A ne? Tako da, če bi želeli več kot dovolj je prehranskih svetovalcev in strokovnjakov študiranih, kakorkoli z licencami, vsak v tem šovu bi lahko imel svojega. Pa pač to ni toliko zanimivo in tudi ni toliko. Mislim, jaz sem mnenja, da vsak od njih bi lahko našel boljše rešitve tudi izven tega. Ne? In se mi zdi, da se toliko poudarja, gremo v ta šov, ker je to naše zadnje upanje. Ker smo vse probali, pa nismo shujšali. In jaz se vprašam, a ste res vse probali? Tudi stranke, da jo vprašam, ja, pa jaz nisem mogla shujšati, a si res trenirala redno 2 do 3 krat na teden, jedla recimo vsaj večino tedna, a si res to probala, pa si to delala 1 leto? Da lahko zdaj meni rečeš, da si probala vse, pa ti ni ratalo. Pa večinoma ne. Verjetno so probali več stvari, ampak so trajale veliko manj časa, ne? Oziroma premalo časa, da bi sploh ti rezultati dejansko bili vidni. Ne? Kar je spet ena časovna komponenta, mogoče tudi loči biggest winnerjev od biggest loserjev. Ne? To zavedanje,
kaj to zdaj časovno sploh pomeni. Kakšna časovnica je od danes do vprašanje kdaj, ko se bom jaz mogel držati teh in teh stvari in planirati prehrane in trenirati in karkoli, ne. Jaz, če bi uspel samo povzeti, kar ste vse povedali, zdaj bi izpadel lahko ful pameten. Ker je bilo res par stvari, se mi zdi, da so zadele bistvo, če se nekako obdržimo zdaj te prve kljukice na tej checklisti Biggest Winnerja, ne, ker smo rekli prehrana, dajmo zdaj najprej to razdelati. In to, kar ste rekla prej v vajini debati o okolju, kako te okolje v bistvu lahko podpira ali pa sabotira. In ta prispodoba z vrhunskimi športniki je lahko na prvo žogo smešna, ampak na drugo pa že ni več, ker v bistvu imaš res pogoje podrejene temu, da ti lažje uspe in v resničnem svetu ni tako in si moraš sam ustvariti pogoje in ti ne bojo nikoli tako idealni, ampak lahko pa so dovolj dobri, da te lahko podpirajo bolje od tvojih prizadevanjih. In večina ljudi si ne naredi te usluge, da si z rutinami poskrbi, da jih lahko bolje podpirajo ali pa si olajšajo sprejemanje bolj pozitivnih izbir na redni bazi. Potem ta tvoj apel na znanje in na osnove se mi zdi izvrsten, ker še posebej s tvoje strani, ker bi lahko imela toliko enih bližnjic na voljo za prodati, ker res mimo tega skoraj ne moreš. Ne? In če kdo zdaj nam zameri, ker ne govorimo točno, kaj pa te osnove spet so, saj imamo prvo epizodo, govorili smo 1 uro pa pol ali celo 2, točno o tem, kaj je najbolj pomembno za hujšanje. In smo namenili zelo veliko pozornosti točno tem osnovam. Ampak spet omenila si že, osnova že, če preden se pogovarjamo o kalorijah, pa o tehtanju, pa o takih strategijah, je že neko čisto odraslo razumevanje, da če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. In če boš hotel nekaj prioritizirati, boš mogel nekaj deprioritizirati. In se moraš malo sam sabo pomeniti. In Lana, omenila si, da dostikrat se zaradi površnih ciljev zanemari pogled na zdravje. Ne? Ljudje kar ne maramo, če nam kdo reče, da smo prozorni, da smo površni, da smo, kako ne rečem, pomagajte mi najti pravo besedo, ampak Kaj, da imamo plehke cilje? da smo plehki. Bi nas kar malo žalilo, ne. Paradoksalno so pa točno takšni naši cilji, ki si jih na področju zdravja postavljamo, ne. Prav prozorni in prav plehki so. -3 kilograme. Ja, prav plehki so, ne. In pod njih se podpišemo. Boš pa užaljen, če ti rečem, da si plehek, a ne. Ampak si to, kar počneš, ne. Takšne cilje si postavljaš. In tukaj v bistvu je ta nek paradoks, na katerega se zelo lepo izpostavlja, da sej, če si fokusiran na to, da je proces pravi, potem bojo rezultati neizbežni. Če si fokusiran na rezultat, če si fokusiran na kilograme, kar ste bili v šovu fokusirani na kilograme, če bi to delovalo, potem bi rezultati ostali. Pa niso. Torej je proces tisti, ki pogojuje dolgoročno uspešnost tega rezultata. In da se vrnem nazaj, Jernej, nate, to je tisto, kar tudi loči Biggest Winnerje od tistih, ki to niso. In to je razumevanje, da nič zares vrednega v naših življenjih se ne zgodi, ker ponesreč samo od sebe, brez da bi mogel za to vložiti določen čas, določen trud oziroma neko prizadevanje. In omenila si 1 leto, ne, kot nekaj, kar, a si res to probala, a si res poskusila tako, 1 leto. Ja, kaj, zredil si se pa s ponedeljka na sredo. Tako 45 kil sem dobil v 1 tednu. Je rekel nihče nikoli. Ja, ne, kako boš kaj, shujšal boš pa 30 v 1 mesecu ali 10 v 1 tednu, ali pač ne boš tudi verjetno mogel vložiti, morda ne toliko časa, kot si se redil, ampak boš pa en velik delež tega časa mogel najbrž investirati, da boš to popravil. In tako nažalost je, ne. Tako da to je, če bi probalo odkljukati to prvo točko, bi nekako to, kar smo zdaj poskušali povzeti, se mi zdi kar bistveno, ker naslavlja to razmišljanje, ta mindset, ki te nekako postavi sploh v pozicijo, da si lahko winner. Ker dokler se ne postaviš v to pozicijo, potem lahko probaš vse ostalo, pa boš se vedno znova vračal k neuspehu. Zdaj pa, da zjahamo mogoče malo dosti te prehrane, bi me zanimalo res kot trenerka, ne? Pa iz tega šova navzven, ne? Imaš lahko to perspektivo in skozi kontrolirano okolje v šovu in pri delu s strankami. Kaj pa na področju treninga?
Kje so recimo na področju prehrane smo vsi v bistvu izpostavili te zanimivosti pa te težave, s katerimi se ljudje soočajo. Kaj pa na področju treninga? A tudi obstajajo taki vprašanja na podvprašanja na izzive? Kje so tukaj največje? Podobno je, recimo, ko pri prehrani. Jaz sem slišal to, jaz sem bral to, zdaj je popularno to. Videl sem, ne vem, da vsi zdaj tako trenirajo, in ne vem, pa bom zdaj jaz to recimo zelo ekstremno začel. Pol pa pridejo ovire, da zdaj tisti gym, ki ima to vadbo, ko si jo ti zdaj nagledal, je 1 uro vožnje v stran ali pa pol ure vožnje v stran ali ga pa sploh ni. In zdaj zato, ker ne vem, ni te vadbe, so cilji, ne vem, nemogoči ali se vdaš, da sploh ne boš rajši nič. Neka razna, ne vem, iskanje rešitev, pa hkrati so mogoče spet to tisti momenti, ko človek res ni zares odločen, to, kar si rekel ti, že v samem začetku, da res ni tiste prave namere, pa odločitve, sprejemanje odgovornosti, pa res, ali neke res prave želje, ali pa temu, da se pač predaš temu, da boš zdaj res začel športati, trenirati, spremenil svoje telo, spremenil svoje zdravje oziroma izboljšal svoje zdravje, pač skozi neko vadbo. Ko se zares odločiš, ko si res pripravljen planirati, takrat bo pač šlo. Takrat bo šlo. Ko imaš željo, imaš ljudi, ki najdejo vse možne načine, da se gibajo, in potem imamo ljudi, ki pa najdejo vse možne prepreke in ne bom rekla izgovore, ampak težave in stvari, zakaj oni ne morejo tega in ne morejo tega in ne morejo tega. In včasih najti pač optimalni vadben program za nekoga, kaj bo zdaj on recimo ali v prvi fazi počel, kako bo pol, ne vem, stopnjeval, napredoval, se vrtijo od tega, da pač spet poskusimo pač vsako stvar čim bolj individualizirati, izven nekih mogoče trendovskih splošnih nasvetov, do tega, da se pač poskusimo učiti na nek način izobraževati o tem, kaj sploh vadba je, kaj sploh vadba telesu doprinese, zakaj se odločamo za neko določeno vadbo, in poznati recimo zdaj šport ali pa ne vem, različne vrste treninga kot take. Ker se mi zdi, da ljudje še vedno mogoče, mislim, jaz dobim stranke, ki še vedno si ne znajo predstavljati, recimo, kaj je to funkcionalni trening ali pa kaj je to vadba za moč. Oni nekaj preberejo in zdaj mislijo, da to pač je treba, ampak ne znajo niti najti tega, ne vejo niti, kaj je zares to, tisto, kar je kolegica rekla, ali pa to, kar na internetu vidijo, pač kar slepo verjamejo. In se spet v tem otoku dezinformacij, trendovskih informacij ne znajdejo, ker pač nimajo neke dobre podlage oziroma ne poznajo ali ne vejo, o čem v bistvu na nek način prav govorimo, no? Ko govorimo o vadbi za moč, o kardio vadbi, kako za katero vrsto vadbe operirati, zakaj je katera vrsta vadbe pomembna in posledično, kaj bo pač njih pripeljalo do, recimo rečemo najprej nekih kratkoročno začrtanih ciljev, do pač nekih, kasneje dolgoročnih ciljev, kako stopnjevati, kako pač delati napredek, in kdaj je recimo katera vrsta vadbe sploh pač pride v poštev glede na pač njihovo pripravljenost. In dostikrat bi jaz rekla, da se ljudje odločajo za preintenzivne vadbe, pretežke vadbe, od katerih imajo v resnici slabši izkoristek, kot če bi zbrali v bistvu neko manj intenzivno oziroma lažjo obliko vadbe, ki na videz ne zgleda tako kul kot ta težka, ki moramo trpeti ful, da bomo dosegli rezultate. V resnici bi pa imeli v bistvu z neko prilagojeno vadbo svojim sposobnostim in svoji kondiciji lahko dosti boljše rezultate. In je veliko pač tudi nezadovoljstva, nadobremenitev, preobremenitev, isto kot je Lana rekla, izčrpanosti, preden bi sploh pač prišel do tistega cilja in videl neke spremembe na počutju. In s treningom se mi zdi, da še toliko bolj v bistvu vplivamo na to neko vsakodnevno splošno počutje,
preutrujenost, povečan apetit, izčrpanost, bolečine v mišicah, ki te pač res lahko odvrnejo od tega, da boš pač zdaj pa ti res lahko pri tem vztrajal mesece, leto ali pa pač celo življenje. A ne. Se mi zdi, da je mogoče pri vadbi še toliko bolj ekstremno kot pri prehrani, no. Če se vržeš v pač zelo nek ekstrem. Ne. To je, ne vem, primer, zdaj bom treniral z januarjem vsak dan ali pa vsak drugi dan, prej nisem delal nič, pa se ti zaradi tega, ker si začel trenirati, se ti dvigne apetit, bolj si lačen, imaš že ta izziv, zdaj pa prehrano si zmanjšal, bolj si lačen, še bolj trpiš, ne zregeneriraš se, mišice te bolijo, ne zdržiš v bistvu v samem procesu, si izčrpan, slabe volje, vsi ostali ljudje okrog tebe bojo težje shajali, preutrudil se boš, ne boš funkcioniral pač v bistvu na nobenem normalnem nivoju oziroma na drugih področjih življenja ne boš mogel normalno funkcionirati. A ne. Jaz moram reči, da sem, kar so bila moja pričakovanja, recimo, če zdaj se navezam na življenje na tehnici, nisem si mislila, da telo človeško zmore toliko. In da toliko prekomerno težki ljudje tako hitro pridobijo vzdržljivost in so lahko toliko hitro zmogljivi in sposobni pač neke določene stvari narediti. Mogoče sem jih v začetku malo podcenjevala. Bi pa rekla, da vseeno smo zelo stopnjevali intenzivnost in začeli v bistvu z zelo prilagojenimi gibanji njihovim telesom, da smo dobili pač čim boljši izkupiček kalorične porabe. In da smo pustili vse ekstremne pristope, vadbe in tako naprej, gibalne vzorce in tako dalje za po par letih, no. Ne še danes, a ne. Glede na to, da si rekla, da so zelo hitro napredovali oziroma da si bila presenečena, kakšen napredek so toliko pretežki ljudje v to kratkem času dosegali. A bi rekla, da so oni bili popolni začetniki, kar se gibanja tiče, torej, da jih večina prej ni delala nič, pa je bila to zdaj za njih prvič neka redna oblika telesne aktivnosti, taka, vsaj semi-strukturirana. Nekateri ja. Nekateri so pač se udeleževali raznih športnih rekreacij, mogoče en mali procent jih je že kdaj, recimo, ne vem, treniralo v fitnessu, so že kaj poskušali, pač ne vem, ali sami trenirati. Ne vem, če so s trenerji trenirali, to ne spomnim se zdaj točno, ampak par jih je bilo pač čistih, pač v bistvu res, mislim, začetnikov, totalnih v bistvu laikov, tudi kar se tiče gibanja in nekih kompleksnih vaj. Ne? In pri teh so v bistvu neki kompleksni treningi, to, kar mi danes gledamo po Instagramu, po televiziji, kakorkoli pač odpadli. Ne? Ja, itak. Sprašujem zato, ker se mi zdi, da se ljudje, sploh začetniki, velikrat ujamejo v nekem v paralizi zaradi prekomerne analize. A veš, kaj bi jaz mogel, kaj vse obstaja, koliko fancy mora biti zame, a bom res dosegel najboljše rezultate s to vadbo ali bi raje s tisto, kaj na koncu, če mene vprašaš, čisto vse eno. Ker večina ljudi, ki se ne premika, koristi samo že od tega, da se redno začne premikati. Upiši se kamorkoli, kjer ti je nekaj všeč, treniri 2-krat na teden 1 leto, kakor smo rekli pri prehrani, si kaj delal 1 leto. Ja. Če bi ljudje probali nekaj takega, bi po moje bili veliko bolj uspešni in veliko manj zafrustrirani in veliko manj imeli občutka, to pa zame ni, jaz pa tega ne morem, gibanje je težko. Res to prekomerno kompliciranje. Ja, jaz tudi tega vidim veliko, pa tudi tam, recimo v sami oddaji. Želeli smo si, da pač čim prej pridobijo kondicijo, da čim prej pač jih odrešimo te prekomerne teže, ker itak so si težki, vse jih boli in tako naprej. Se lotiti učenja nekih kompleksnih gibalnih vzorcev, mrtve dvige, ne vem, kakve vse vojaške poskoke, neke vaje, pač zakaj izgubljati čas? Mislim, to bo prišlo v eni fazi kasneje, ko bomo začeli pridobivati mišično maso in ko bodo ljudje pripravljeni, ko bodo lažji, ko bodo lažje vstajali in se usedali, ko je že to izziv, ko ti to vzame ogromno časa, recimo pri treningu, menjavati vaje,
preveč različnih, ki jih ljudje v začetni fazi niti ne razumejo, ne morejo jih efektivno izvajati. Dajmo neka gibanja, v katerih so suvereni, v katerih se dobro počutijo, ki jih lahko pač res z neko energijo in intenzivnostjo naredijo, da ne tvegamo poškodb, da ne začenjamo z, ne vem, nekimi ekstremnimi bremeni, pač obremenjevati ljudi, ker ali bomo zdaj to v prvem mesecu naredili, ali pa ne bomo tega v prvem mesecu naredili, mogoče niti ni to pomembno. Pa bomo o vadbi za moč pa o pridobivanju mišične mase govorili, ko bomo enkrat, ne vem, prešli tisti, ne vem, prvi mesec ali pa prva 2 meseca, pač, ker še nismo tam. Ja. In včasih, ja, ravno to, pač preveč informacij, preveč ciljev in zdaj moram zgubiti hrano, rabim kalorični deficit, ampak hkrati moram pridobiti ful mišične mase, ker če bom pridobil 1 kilogram puste mišične mase, bom toliko več porabil v bazalnem metabolizmu in kako naj zdaj v enem treningu naredim to vse. A prej hujšati, a prej gejnati, a Ja. moram skvatati čez glavo, ali sem lahko nehi. Točno tako, ja. Kire vaje so zdaj res, ne vem, najbolj učinkovite ali pa kaj zdaj, ne vem, neki ljudje delajo. Pa ne moreš tudi ne gledati enega vitkega mišičnega človeka, kako on trenira, pa si predstavlja, da boš ti z volumnom trebuha, z ne vem kako težo, s tem, da recimo komaj, ne vem, da ti je napor že premikati samo to svojo težo. Pač to primerjati in od takega človeka pričakovati, da bo učinkovito pa zdravo, pa brez nekega tveganja pač delal pač to vrstno vadbo. In po drugi strani, jaz včasih vidim pri ljudeh, ki imajo željo, bodi si postati bolj vitalni, fit, da nam rekli suhi, pa izgubljati težo, postati bolj zdrava verzija sebe, pridobiti kvalitetno mišično maso za zdravo staranje, pač ni vedno, sam izguba kilogramov ni vedno, rečemo tako, toliko negativen cilj, ker pride zraven z pač nekimi pač določenimi benefiti in to se mi zdi super. Ne vem, če ste opazili, da meni se zdi, ko stranke prihajajo pač do mene, vedno več razmišljajo na način investicije v svoje zdravje. In se zadnja leta res, to, koliko se govori o teh pač pomembnih faktorjih in prehrane, vadbe za moč, se mi zdi, da smo v 10 letih, kar se pač trudite, da si tudi vsi vi ful napredovali. No. In da se je naredil tisti premik in da se splača snemati in ozaveščati in dajati, pa tudi če so brezplačni nasveti in se truditi in se matrati, čeprav se ti zdi, da jih noben ne sliši, pa da še vedno zmagujejo poluni tableti pa neki fancy pristopi, a ne. Počasi se pač ljudje prebujejo in je vedno več zavesti v tem. No. To se mi zdi pač ena taka prednost. Še vedno je pa zmede, ko ti enkrat prideš iz nule in res pri vseh možnostih pač res ne veš, kam bi se obrnil. A ne. In zato spet mogoče poiskati enega trenerja, ki delno mogoče to malo naredi za tebe. A ne. Če se sam ne znajdeš, je pa pomembno, da mu pač v temu tudi pač zaupaš. No. In da vztrajaš in da zaupaš v proces in dobro, seveda upoštevaš vse stvari in da, če želiš res spremembo za treningom, da tudi mogoče spustiš ono prepričanje, ki ga ima zelo dosti ljudi, pa jaz še vedno to slišim, pa to sem malo prej hotela povedati, pa sem prav skrenila. Sej bom hodil na sprehode. Ali pa sej grem na sprehod s psom. Kar v resnici ni dovolj, da bi lahko šteli kot je zdravo gibanje, super je, da ostaneš, ker če da cel dan sediš. Odlično je, da greš se sprehoditi, super bo za tvojo hrbtenico, super bo za tvoje počutje, malo boš na svežem zraku, nadihal se boš, da bi pa s tem pokuril neko določeno mero energije, da boš s tem pa ti pridobil mišice, da boš ti 3-krat na teden recimo naredil to in boš pa pričakoval tisti benefit, ki misliš, da boš dobil od tega, a ne. Pa žal moram jaz pa večkrat ljudi razočaram, ker rečem pač prosti, to ne bo dovolj. Ja, sprehod je pač, ko vstaneš zjutraj, pa si umiješ obraz, ne, cool, ampak zvečer se boš mogel stuširati še zmeraj. Torej, samo en del te osnovne gibalne higiene. Ja. Jaz bi tukaj samo dodala, da je pa to za nekatere, tiste, ki štartajo čisto iz nule,
je to ena velika, velika zmaga, če vsak dan gremo na sprehod. Ker zdaj tukaj vsi se zavedamo, da samo sprehod ne bo dovolj za neko želeno vzdrževanje mišične mase tekom staranja, za primerno mineralno kostno gostoto. Ampak hkrati obstajajo tudi kakšni tuji podcasti, ki potem iz njih pride sporočilo, sprehodi niso dovolj. Pa vem, da to ni bil zdaj tukaj namen, ampak bom jaz takoj dala tukaj ta disclaimer, da to je absolutno odlična začetna točka za nekoga, ki mu je zdaj recimo vpis na vodeno vadbo too much, v smislu mu je to preveč ali iz časovnega vidika, ni še precenil, da mu je to vredno časovne investicije, finančne investicije. Veliko ljudi enostavno si tudi ne more privoščiti 1-na-1 dela. In to so ljudje, ki recimo, če jih vprašaš, koliko se pa vi kaj gibate tekom tedna, pa recimo zvem, doma imamo psa, nekega pele mož, nekega pelejo otroci, jaz grem z njim 2-krat na teden ven. Pejte vi vsak dan na teden ven, vzamite zraven otroke, pejte za 1 uro, ne za 15 minut, to se bo poznalo. Energijska poraba bo večja na tedenski ravni in bo šel, lahko preden se sploh začnemo s prehrano bolj podrobno ukvarjati, bomo že dobili nek zagon, bo že kakšen kilogram bomo izgubili samo zaradi tega. Jaz vidim tudi v tem, ko si rekla, da so sprehodi vseeno super začetek. V tem, kar je Mario rekel, človek preklop, da začne planirati in da se preda cilju. In v bistvu to, da greš ti pol vsak dan, je v bistvu korak tvojega načrta. Nisi na avtopilotu. Ja, nisi na avtopilotu in odločil si se in naredil si pač tisti prvi del planiranja. Dal si že v urnik te pol ure, recimo. A ne? In ko si ta vzorec naredil v temu, pol boš ta vzorec ponovil pri naslednji mali navadi in pri naslednji mali navadi. Ampak naredil si ta prvi korak, da si se odločil, da si splaniral in da si potem plan v resnici izpolnil. A ne? In potem s časoma ti postaneš oseba, torej del tvoje identitete to postane. Ne? In pol je ful lažje graditi na to, ker nekaj že obstaja. Tako da super nekaj začetek. Nekaj ti je že uspelo. Ne? Ja. Nekaj mi je uspelo. Tako. Jaz mislim, da dosti ljudi rabi ravno ta prvi korak, da se odloči za sebe. In da bo to naredil za sebe in da bo pač naredil en korak k recimo temu, da se je predal cilju, spremenil bom svoje življenje. Ker si vzeti čas za sebe, pa narediti to reorganizacijo in narediti prvo stvar, da si ti vzel te pol ure, recimo za sprehod, od tega, da ti je prej si imel vedno slabo vest, da boš pol pa premalo delal, pa boš od doma odsoten, pa boš premalo z otroci, potem tudi strah pred tem, da boš utrujen, če boš preveč hodil, pa premalo ležal, a ne? Da se odpoveš recimo neki svoji najljubši seriji, ki si jo pol ure mogel pogledati zaradi tega, ker si se počutil, da sam tak si recimo stres sprostiš in potem si ugotovil, da tudi s prehodom sprostiš ta stres in da je v bistvu sprehod lahko zelo dobro nadomestilo. A ne? To so pol se mi zdi, da te neke male zmage, ki pa v bistvu zbildajo pol nek način karakter tudi, a ne? Človeka, da bo bolj suveren in da bo pač dejansko sebe znotraj spremenil, da pač je sposoben in da on zmore in da je dal ta svoj dolgoročni cilj oziroma cilj po nekem zdravem življenju na višjo mesto v prioritetni lestvici. Nice. Odlično. Glede na to, da smo časovno omejeni, ne? Let's wrap things up počasi. Čakaj. Imamo še malo. Zdaj moramo drugo točko odkljukati najprej in povzeti. Zelo pozorno sem vas poslušal in je bilo to res... Malo sem razočaran, ker sem v bistvu hotel slišati nekaj, s čimer se nam strinjal, ker ampak dajno potrud se nam ne. Se svedla kam prijaš. Okay. Točka številka 2. Na poti do biggest winnerja. Tisto, kar sem slišal v samem štartu, ko si začela govoriti, pa mi popravi, če se motim, sam jaz sem slišal pogum. Začne se s pogumom, začne se s tem, da se soočaš s vprašanji, ki zahtevajo pogum. A sem jaz nekdo, ki mu je pomembno biti telesno aktiven? Ne? A mi je to pomembno? Ne? Pač to je nikdih simple vprašanje, postaviš se na displej, ne? Pač,
a sem ali nisem, ne? Pač zahtevno vprašanje, na katerega moraš odgovoriti. Saj ni narobe, če rečeš ne, pač nisem. Soočil se boš s posledicami. Tvoje so, tvoj life je. Ampak, Meni je malo žal, da ni biti aktiven trend ali pa tak vrednota, tako kot je biti uspešen, bogat, a veš, tak nekaj, da bi imeli neko to kolektivno zavest spodbudo, v tej smeri. a ne, ali pa lep, ali pa ne vem, imeti nohte, ali pa ne vem, nekaj, da bi bilo pač tak, biti aktiven posameznik, je res. Ja, biti bogat si ljudje znajo, kot res vidim. Če nekoga vprašaš, a si predstavljaš, kako bi bilo življenje čez 30 let, če bi bil ti bogat, pa bi rekli, ja, bilo bi lagodno, imel bi cash, lahko bi si prvoščil karkoli, ne. Ok, kako pa izgleda življenje tvoje čez 30 let, če se ne premikaš? Če ne treniraš, če ne moreš si pri 60 letih sam majice čez glavo potegniti. Kako izgleda to življenje? V pismu tega se pa nikoli nisem vprašal. In to vprašanje zahteva pogum. Ja. Zato se mi zdi ta druga točka, da pač mimo tega kislega jabolka ne moramo. Ne? Treba je vanga ugrizniti in treba je sprejeti odločitev in omenila si še eno stvar, izkušnje iz oddaje, da ljudje zmoremo veliko več, kot si mislimo. Težava je samo v tem, da so nam večino našega življenja govorili, da zmoremo glih vse skupaj nič. Dostikrat je tako in zato ali nekateri kompenzirajo na način, da hudo precenjujejo svoje zmogljivosti in se potem lotevajo izzivov, s katerimi si v širši sliki delajo lahko škodo, ali pa se ne lotijo ničesar, ker tako so že naprogramirani do točke, da itak jim nič ne uspe in itak niso vredni tega cilja, ki ga zasledujejo. Ne. Se pravi, tukaj si pol v pad poziciji. Tako da, ko zbereš pogum in se soočiš s tem vprašanjem in si odgovoriš, da ja, jaz pa sem nekdo, ki pač ne pristaja na to, kar si Jernej rekel, na posledice tega, da bom enostavno čez toliko in toliko let nesposoben niti zase poskrbeti, kaj pa se šele s svojimi vnuki igrati ali pa imeti neko kvaliteto življenja v starosti. Potem, če vidiš, da imaš težave z vzorci, ki si jih sabo pripeljal v odraslost in nisi jih najbolje opremljen s tem, da jih znaš sam razrešiti, mogoče je to tudi lahko del odgovora na vprašanje, da si pomagaš z nekom, ki pa ti lahko tu ponudi roko. Recimo nek trener, ki deli te vrednote, ki komunicira na način, da vidiš v tem, da te bo peljal v smer, ki si jo želiš. In tukaj lahko že selekcijo narediš, ne, med prej si zelo velikodušno ocenila, da je 50% tistih Lana. Kje podpišem? Ki ne kvasijo neumnosti, ampak tukaj lahko mogoče že pa selekcijo narediš, ker si začel pri sebi. Ne. In zadnja stvar, ki sem jo hotel tukaj v povzetku narediti, da končamo s točko 2, Lana, ti si imela zelo lep ta del na koncu, da strinjamo se s tem, da če pogledaš samo zgodovino mojih objav na Instagramu, imam s to hojo že nek že odnos. Ampak ja, ko si odgovoriš na to vprašanje, da ti je pomembno, nekje, s čim boš lahko začel? A lahko gradim na uspehu? Ful lažje je buildati motivacijo na uspehu, kot pa na neuspehu. Ne? In za nekoga bo pač lahko začel buildati motivacijo na tem, da bo enostavno vsak dan on tisti, ki bo peljal psa na sprehod in bo vzel svojemu otroku povodec v roke in bo pokazal z vzorom, da je on tisti, ki si aktivno prizadeva za te vrednote, ki jih je deklariral. Ker kaj je lepše sporočilo po tej verigi navzdol, kot pa je to. In ko vidiš, da ti uspeva to, potem kar od enkrat se ljudje, ko nam nekaj uspeva, kako počutimo? Pogumno. Pa smo spet pri pogumu, a ne? Zato pravim, da se mi zdi, da tukaj sicer nismo glih najbolj konvencionalni v smislu tega, ja, moraš toliko pa toliko minut kardija, moraš toliko pa toliko minut vadbe za moč. Razmišljamo malo širše, ampak očitno je fajn, da smo ljudje, ki razmišljamo in to se mi zdi, da so, omenili smo pri prehranju točka 1, tukaj pri vadbi točka 2, eni postulati, na katerih lahko gradimo v bistvu ta mindset biggest winnerja, ne samo na področju svojega zdravja, ampak širše, če govorimo o ljudeh, ki v osnovi se počutijo dovolj kompetentne, dovolj so tudi usklajeni v smislu razumevanja svojih zmožnosti, kar dostikrat se mi zdi, ljudje nismo, ali ful precenjujemo, kot sem omenil, ali pa ful podcenjujemo, kaj je za nas realistično.
In s tem si kar dobro lahko tlakujemo pot proti uspehu. A je tukaj še kakšna stvar, vem, da smo omejeni s časom, ampak zato bi dal na koncu samo še na mizo, mogoče za vas, ker si častna gostja, številka 1. A pa vidiš recimo zdaj, vsem, kar smo se pogovarjali, še karkoli, kar bi dala sem nezraven. Tako, čist mogoče iz vidika življenjskih lekcij ali pa pogledov, kjer si prepoznala, da so ljudje, ki dosegajo določene recimo, cilje, ki si jih zastavljajo, da imajo te recimo lastnosti, poleg tega, kar smo omenili. Dobro, to smo nekako že zdaj pač v vsem tem povzeli, nek v bistvu pač občutek odgovornosti zase, ali pa mogoče jaz včasih rečem, kako rečem, da imaš občutek, da lahko vplivaš ti na stvari. In da imaš pač, ko dobiš tisti občutek, da te ne vodi sam svet in nisi samo odvisno od tega, kar se vse okrog tebe dogaja, in mogoče malo nehaš z izgovori, ja, sej povsod to berem, pa povsod to gledam, da pač v bistvu dobiš nek občutek, oziroma da začneš funkcionirati na način, da si ti gospodar svojega življenja in da ti narediš spremembe in premike in ti to živiš in noben drug ne bo tega naredil namesto tebe. No. Da vedno vplivaš in da se lahko odločiš v vsaki situaciji za to, kakšen vpliv želiš imeti. Ja, ne glede na to, pač, kaj je bilo v preteklosti, ne glede na to, okay, v kateri fazi si zdaj, ne glede na to, kako je šlo na slabš, na boljš. Pač, okay, prvo kot prvo, da si upaš in tudi, da se zavedaš, da noben ne bo naredil stvari namesto tebe, ali pa da je mogoče tek nekako v pozitivno, mogoče poskusim to obrniti, da zmoreš to in da si ti lahko v bistvu vplivaš na neko svojo prihodnost. Lahko je tudi pozitivna realizacija to, da se ne moreš skriti sam pred sabo v svojem lastnem življenju. Točno to je. Recimo nekaj takega. Mogoče je tudi to lahko nekaj pozitivnega. Se pravi, da imaš ta vpliv in da mogoče si tudi ne želiš, čeprav bi vsi včasih se radi malo skrili kam, ampak to se mi zdi, da če sem slišal prav, ne, da v bistvu je, lahko te opolnomoči. Ja, tudi tako, zakaj ne bi živel boljšega življenja, če imaš možnosti in zakaj ne bi užival v kvalitetnem življenju, v dobrem počutju, v zdravem telesu, v lepem telesu, možnosti imaš, nikoli nisi prestar, sam pač do it, mislim, sam nared. In to je meni tak, mislim, nagrada, mislim, tak nek, wow, jaz pač lahko to naredim. Pač jaz imam vajeti v rokah. Odločim se, da bom trenirala, odločim se, da bom hodila, zdaj ne hodim v gym zadnja leta, pa vozim kolo, pa se mi življenje spremeni, pa spet malo stvari prilagodim, pa zmečem okrog, pa najdem nove ljudi, pa ne vem, karkoli, da si lahko pač obrnem stvari na boljš. In to se mi zdi, da je nek v bistvu superpower. In ko to, da si vzameš to z neko pozitivno konotacijo, ne kot kazen, zdaj sem, ne vem, ful sem slab, ful sem resen katastrofa, zdaj moram pa, ne vem, se še pomatra, da bom pol koliko toliko v redu, a ne, nek minimum za družbo ali pa ne vem, toliko pa toliko kil manj. Ne, pač dejansko lahko živiš boljši, bolj kvalitetno in si srečnejši in v karieri boljši in partner boljši in srečen in si pač dovoliti biti srečen. Ker tudi se mi zdi, to si ljudje včasih ne dovolijo ali pa ne upajo, ker so mogoče toliko ostali v nekem, pa so toliko navajeni nekega slabšega razpoloženja. To se kar znormalizira, po moje malo preveč. In ko si ti v tej klimi, se ti to kar zdi, da je normalno, čeprav to kakor je mogoče zdaj, desetletje nazaj ali pa kakorkoli ni bilo normalno. In tudi ni za naše telo namenjeno in se mogoče v vsemu temu vplivu okolja, pa ali je to prehranski marketing, ali je to svet, ki nas hoče okrasti, pa nas z slabo hrano obremenjevati,
Ali so to bolj neki hitri načini, kako bi mogli biti boljši in tako naprej. Pač se v bistvu od tega znati odcepiti, v sebe pogledati, pa si pač dovoliti živeti neko svoje pač kvalitetno pa dobro življenje. No. Mene to motivira. Pa tudi se mi zdi, da bi marsikdo, če bi si upal tako pomisliti, pa bi si rekel, pač zaslužim si, bi izbiral druge prioritete in bi drugače sestavil svoj dan in zastavil svoj dan, da pač v bistvu dosti lažje in ko bi začutil, a veš, vse te neke benefite, bi pa sploh dobil tisto zadnjo potrdilo, evo, to je to v bistvu, kar sem si želel in zdaj pač lahko tudi to živim. Draga moja sovoditelja, boste vidva kaj dodala? Rekla si, da marsikoga to lahko motivira, ne? Da tudi tebe to motivira in jaz tudi mislim, da bi ljudi, ki tole poslušajo, vsaj nekatere, tole, kar si zdaj na koncu povedala, lepo zabetonira to epizodo in bo tudi njih to motiviralo. Kar se tiče mene, smo dosegli zelo veliko. Kar se tiče Lane? Ja, ne biti v vlogi žrtve. Tako bi jaz povzela vse, kar si povedala, torej, da ne glede na našo situacijo, obremenjenost, recimo z vzgojo majhnih otrok, česarkoli, ne pozabiti nase. Dajte si vzeti 10-15 minut več v dnevu, ali so to bolj uravnoteženi obroki, neko redno gibanje. Naj ne pride vse ostalo pred tvojim lastnim zdravjem. In zdaj se mi zdi, da čim da to zavestimo, torej, da nismo več na avtopilotu, da si želimo nekaj boljšega zase, da si to prizadevamo, posledično potem še dobro vplivamo na vse okoli sebe, vsaj na to primarno družino. Vi bolj, ko govorite, več imam jaz pol istočnic. Mogoče še za konec. Nam se ne mudi, tebi se mudi. Prositi za pomoč, mogoče tudi to, pa z bližnjimi soustvarjati pač neko skupno pot. No. To se mi zdi tudi. Ne rabimo biti za vse sami. Poklicati strokovnjaka, prositi za pomoč, prositi prijatelje, da ti ni tega sram, da ne rabiš vse sam in da z nekimi izraženimi željami, da poveš neke stvari na glas, da niso samo v tebi noter, pa jih ne upaš povedati, ti lahko olajša po moje 3/4 procesa, no? Oziroma ali pa rečemo vsaj pol procesa, nekaj pač to, kar sam lahko narediš, nekaj pa je, da lahko pač tudi ti ljudje okrog tebe pomagajo, če so pravi in da ti tudi vsaka taka mala pomoč, dodatna motivacija, podpora lahko pomaga, moraš jo pa izraziti, povedati in pač dati vedeti. To se mi zdi, da smo ljudje pa dostikrat ali nas je tega sram, ali si želimo biti perfekcionisti, pa ali ne upamo, pa se mi zdi, da to bi tudi lahko bil že en, ne vem, tabu, ki bi ga lahko malo razbil, pa se obrnili na neko pač, ne vem, ožjo skupnost ali pa neko širšo skupnost, kjer lahko najdeš ljudje, ki so pripravljeni pomagati, ki te bojo potegnili za sabo, ljudje, ki ti bojo olajšali neke, magari male dnevne izzive in te lahko podprejo. No. In s tem smo odkljukali še točko 3. Imaš še kako točko, da vem približno, koliko že bo časa? Kako biti biggest winnerji, tako da jaz upam, da smo gledalcem in poslušalcem s tem pomagali na tej poti. Hvala Niva še enkrat, da si bila naša častna prva gostja. Hvala vam za povabilo in se veselim na vse prihodnje. In za danes naj bo to dovolj.